Zimski nogometni spanec smo izkoristili za obisk dolgoletnega privrženca nogometnega kluba Domžale, gospoda Matjaža Brojana, ki je pred dobrim desetletjem napisal tudi knjigo 80 let nogometa v Domžalah. Dolgoletni novinar, kulturni delavec in publicist, ki se ukvarja tudi s kiparstvom in rezbarstvom, se lahko pohvali z izjemno bogatim arhivom domžalske kronike v zadnjem stoletju in tudi dlje. Smo v hiši Matjaža Brojana, lahko rečemo, kako bi se v bistvu sploh dali naziv glede na to, kakšen izjemen arhiv imate v svoji hiši? Jaz sem človek, ki ima Domžale rad. Rad imam vse, kar je povezano z Domžalami, in v bistvu sem vse svoje delo povezal s tem svojim krajem. Vse moje zanimanje se naslanja na preteklost, deloma tudi na sedanjost Domžal, in vse, kar počnem, je na nek način povezano s tem mojim ljubim krajem in z ljudmi v tem kraju, tako da mi v bistvu prav to ukvarjanje s temi temami dela največje veselje. Imate celoten pregled zgodovine teh krajev, tudi nogometnega kluba. Kako ste vi povezani z nogometnim klubom, zakaj ga tako redno spremljate in tako podrobno? Nogomet je šport, pri katerem se je že od začetka, že kot mlad otrok začel uveljavljati moj oče Franc Brojan in je bil celo med ustanovitelji, če tudi kot deček, nogometnega kluba. Kasneje, po vojni, je bil nekaj časa tudi tajnik nogometnega kluba. Jaz sem bil pa tam okrog leta 63-64 tudi sam aktiven igralec prvega moštva Domžal. Če pogledamo vaše arhive, imate temeljito zgodovino domžalskega kluba, vse od leta 1921 in vse ste tudi zbrali v knjigi. Koliko težav ste imeli morda s pridobivanjem vseh teh podatkov? Težav je bilo veliko. Za arhiv doslej ali pa dotlej ni nihče skrbel, tako da sem zelo težko pridobil za posamezne sezone konkretne podatke, pa tudi sicer pri ustvarjanju same knjige nisem imel nobenih materialnih, nekih tiskanih podatkov, tako da sem se mogel v veliki meri nasloniti na pričevanja, na mnenja, na spomine. Spomini so pa tkivo, ki so zelo neverodostojno. Težava je v tem, da vsak sebe vidi v lepši luči, kot je bil in vlogi, kot je v pravu sicer, tako da na določenih mestih, tam, kjer gre za spomine, smo zelo na spolzkem ledu in je vprašanje, če je res vse tako, kot je v knjigi zapisano, vendar nekaj imamo, če tudi skozi te neverodostojne spomine, in pač lahko to v prihodnje samo še nadgrajujemo. V veliki meri, ali pa bi rekel v zelo konkretni in dobri podobi, pa se ustvarja arhiv za zadnja leta, recimo za zadnjih 20 let, tako da imam pravzaprav za zadnjih 20 let od delu nogometnega kluba popolne podatke, pravzaprav skoraj celo za vse tekme, vse lestvice, nastopajoče, moštva, trenerje, mlajše, mladinske in druge sestave, tako da bo ustvarjati knjigo za prihodnje o nogometu v Domžalah bo precej lažja zadeva. Celotno klet vaše hiše krasi tale arhiv. Verjetno ne prisegate ravno veliko na elektronske medije, ki so sedaj bolj popularni za takšne stvari. Pravijo, da me je povozil čas, ampak pogledajte, če imaš ti konkretno zadevo v roki, jo lahko prelistavaš, lahko, bi rekel, potuješ po teh listih. Če imaš pa to v elektronski obliki, je to zelo težko, ali pa včasih zelo težko najti konkretne stvari, ki se včasih tudi izgubijo, stvari se pokvarijo, tako da ne bom rekel, da prisegam, saj poslujem tudi preko e-maila, ampak za vsako sezono je zdaj, ko je te sezone konec, je ustvarjen poseben fascikel, v njem pa je praktično čisto vse, kar konkretno sezono zadeva. Kako vi gledate na razvoj nogometnega kluba od samega začetka, pa recimo sedaj, ko je v samostojni Sloveniji prišel tudi do 2 naslovov državnega prvaka? Ko se je v Domžalah nogometni klub ustanovil, je bil v bistvu interesno področje politike. Bila pravzaprav sta dva kluba. Sportni klub Domžale in pa DISK, Domžalski internacionalni sportni klub. Eden je bil v feudu levičarjev,
drugi pa v fevdu desničarjev, liberalcev in klerikalcev. In v bistvu je šlo bolj za to, katera politična struja bo preko nogometa na nogometni tekmi premagala nasprotnika. Ne? Tako da je treba gledati pač ta stari nogomet skozi to prizmo, vendar, kar se pa zadeva zdajšnjo organizacijo nogometa, me pa najbolj navdušuje, resnično me navdušuje ta množičnost in, bi rekel, orientacija na mlade, na vse te mladinske sestave, na treninge, na otroke, na zaledje, vse te mladine, in ti, ki vodijo nogometni klub, jih je treba samo občudovati, kakšno veliko poslanstvo delajo tudi v vzgojnem smislu, kaj to pomeni za širšo družbo, da k takemu zdravemu, lepemu življenju navaja te mlade, gre jih pa v stotine. In če gledamo uspehe nogometnega kluba, ne smemo samo gledati tekmovalni uspeh članskega moštva, če tudi je zelo, zelo važen, moramo jih gledati skozi te uspehe, ki sem jih omenil, posebej še, pa ker je to delo tudi v tekmovalnem smislu uspešno, da segamo tudi v teh kategorijah po prvih mestih, lahko rečem, da tem, ki se trudijo, in vem, da se trudijo neplačano, da je to same čestitke in da je v bistvu vsaka pohvala za to zelo predano delo premajhna. Še naprej redno hodite na tekme članskega moštva, tudi mlajših selekcij. S kakšnimi občutki, glede na to, da poznate vso zgodovino kluba, s kakšnimi občutki sedaj pridete na stadion in si ogledate tekme? Kot vsak, bi rekel, domačemu moštvu predan človek, pravzaprav prihajam zaradi srca, zaradi te srčne bližine, ker imam nogomet v Domžalah rad, ker v njem vidim pravzaprav mnoge prednike in vse te ljudi, ki so imeli nogomet tako radi, kot ga imam danes jaz. In me veseli, da sem si izbral tak dober hobi, ki me veseli. Žal me pa tudi velikokrat, kako bi rekel, užalosti, ko odhajam po trd po porazih, ki jih nismo pričakovali na domačem terenu. Tako da je kot v življenju. Veseli in žalostni trenutki se menjajo. Želim in upam, da bo teh veselih trenutkov vsaj v prihodnje več, kot je bilo žalostnih, posebej na domačem terenu. Kot kronist Domžal, kam bi uvrstili nogometni klub Domžale v, recimo, zgodovini samega mesta Domžal? Kako pomembno vlogo bi mu dali? Veste, ni spregledati tudi ostalih, bi rekel, sredin, športnih sredin, če tudi mnogih panog v Domžalah ni več. Ob košarki, ki je prav tako kot nogomet, ima enako mesto v športni prezenci Domžal, so bila tukaj tudi mnoga druga društva in športne panoge, ki danes pravzaprav nimajo več predstavnikov. Kdo danes še ve, da smo imeli denimo v Domžalah plavalni klub, močan plavalni klub, da smo imeli vrsto orodnih telovadcev, ki so merili tudi celo v državni vrh nekoč, da smo imeli moštvo za odbojko in mnoge druge panoge, tako da ne gre samo prisegati ozko samo na nogometa. Treba je, da vsak najde tisto veselje in tisto področje, ki mu tako ali drugače paše in ki ga veseli. Prav pa je, da mladi ljudje najdejo vsak eno področje, kjer se lahko nekdo od mladih dokaže in s tem, bom rekel, tudi kvalitativno svoje življenje izboljša, posebej pa izboljša nastavke za zdravo življenje v starosti. Na podlagi svojega arhiva ste napisali že vrsto knjig, ki govorijo o Domžalah in okoliških krajih in ostalih obrtnih dejavnostih. Eno tudi v nogometu, 80 let nogometa v Domžalah. Naslednji cilj je 100 let nogometa v Domžalah in naslednja knjiga, ki jo stežka pričakujemo. Čeprav je do stoletnice še kar nekaj let, z veseljem pripravljam gradivo za to knjigo s posebnim poudarkom na, bom rekel, na teh uspehih, ki smo jih od zadnje knjige pa do zdaj dosegli. Bili smo 2-krat državni prvaki, s posebnim ozirom na mladinske, pionirske in druge mlajše sestave. In Domžale so danes prav po zaslugi tega, kar omenjam, čisto gotovo
bom rekel, med 3-4 nogometnimi centri po resnosti pristopa. K pedagoškemu delu smo pa čisto v samem vrhu, jaz bi rekel celo na 1., 2., 3. mestu, čisto v vrhu. To pa daje prizadevanjem Domžal posebno težo, verodostojnost pri zahtevah, da normalno preživljamo, ob vsem tem, da je zdaj recesija in da se v bistvu zdaj to zaostruje. Upam, želim, da bomo dočakali še kakšen uspeh, v tem pa bi lahko potem ob 100-letnici v knjigi pospremili s knjigo še kakšen naslov državnih prvakov, če nam bo le uspelo, in tako bomo potem na najboljši način zaokrožili 100 let. Če pa morda meni ne bi uspelo, bi pa morda kdo drug. Najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Hvala tudi vam.